V studiu se nam je pridružila domačinka, pevka Tatjana. Mihelj, se boje pripeljala tudi pianista Blaža. Živijo obema. Živijo. Se slišimo vsi dobro, vse v redu? Ja, vse se sliši. Okay. Tatjana, 30 let nazaj si osvojila prvo mesto na prvem glasu Primorske. Je res? Ja, tako je. Dve leti kalkulirala v glavi. 2 leti nazaj zmagala na Melodijah Morja in sonca s pesmijo Ples v dežju. Letos 30 let tvoje kariere, ki je bila pestra. Ja, pestra, z vsemi vzponi in padci, pač, kakor se pritiče vsakemu glasbeniku. Ja. Vse, kar spada zraven. Kalkulirala sem pač tista 30, ki mi kar nekako ne sede, mislim, je res to kar dolga doba. No? Težko verjeti. Ja, res je. Je bilo kaj tazga v vseh teh letih, tazga, ki ne bi ponovila? Ja, je bil nastopa EMA 99. Zakaj? Kaj je bilo? Veš kako, takrat sem bila še, bom rekla, zelenec na takih velikih odrih in me je trema pošteno odnesla. Tako da tega vsekakor ne bi ponovila. Je pa res, da kljub, bom rekla, taki nelagodni izkušnji, mi je prav ta nastop dal novih moči in zagona, da sem pač začela pet in se, bom rekla, izpopolnjevati na pevskem področju na drugačen način. Bi lahko rekli, v narekovajih ob vsakem padcu pol sledijo tudi stopničke visoke, ne? Ja, tako nekako, ja. Nekaj tazga. Dej zdaj pa povej nekaj najlepšega, kar ti je ostalo v spominu. Če je ena stvar ali več? Pravzaprav, ja, sigurno, da je več teh lepih spominov, ampak vsekakor je to zmaga na Melodijah Morja in sonca. Zato, ker je bila popolnoma nepričakovana, tja smo šli res samo z, bom rekla, odločitvijo, da izvedemo nek dober nastop in da predstavimo to odlično pesem. In potem, kar je prišlo, bom rekla, je bilo res kot strela z neba, 4 nagrade od možnih 5 na nekem festivalu pobrati, to je res... Kadar najmanj pričakuješ, se kaj ta zgodi. Spravi, zmagovalna pesem na Melodijah Morja in sonca, Ples v dežju. Posnela si to pesem tudi v italijanščini in v angleščini, ne? Drži. Kaj pomeni? Ciljaš na kakšen tuj trg? Mogoče pa ja, ker nekako, bom rekla, z ljudmi in torej z avtorji pravzaprav teh tujih besedil, Pavlo Rosato iz Stare Gorice, kantavtorico, in tudi zmagovalko kantavtorjev na Sanremskem festivalu, nekaj let nazaj, zdaj se točno ne bom spomnila letnice, in pač angleškega tekstopisca Charlieja Masona, ki pač je, bom rekla, tem ljudem, ki zelo radi poslušajo Eurovizijo oziroma oboževalcem Eurovizije zelo dobro poznan, ker je napisal zmagovalno besedilo Conchiti Wurst, avstrijski zmagovalki Eurosonga, tudi, ne vem, 3-4 leta nazaj. In ti si se z njim pobondala. Ja, tako, nekako tako, no, in skratka, on je zelo navdušen, ful bi rad še napisal besedilo zame, nekako vidi vizijo, da bi tudi jaz šla na Eurosong, ampak dajmo pustiti, bom rekla, te sanje za prihodnost. No. Za novih 30. Recimo. Pred kratkim je prišel tudi tvoj nov EP, se pravi krajša verzija CD-ja, ne? Tako, ja. Koliko komadov je gor? V bistvu sta 2 komada, s tem, da je pač Ples v dežju v 3 jezikih, slovenskem, italijanskem in angleškem, in pač nova pesem, Ko bi le v slovenščini, v angleščini Kliše. Tudi CD, ne, da bom lepo rekel, se imenuje Kliše. Zakaj Kliše? Kaj je to? Zakaj si dala ime Kliše? A veš, kliše. Vse je tako klišejsko, ne? Ja, tako. Vsak po svoje ne si predstavljeno. Ja, nič, dajmo prisluhniti Tatjani in Blažu, da nam zapojeta pesem Ples v dežju. Kakšna verzija bo danes? Slovenska, italijanska, angleška? Odločila sem se, da bomo nekako obarvali današnje jutro, oziroma ta moj intervju tokrat v tujih jezikih, in zato sem se odločila, da bo pač kar v italijanščini. Ok, za naše sosede in seveda tudi vse nas. Gremo. Una strada lucida, lei
danza sicura. Qui scandisce il suo tempo, l'anima respira verità, ridefinisce la sua realtà, dipinge il tempo con fantasia in libertà. Volta più. Lei con passi leggeri, lei disegna nell'aria i battiti, giudizi a D, sono rivoli scuri, disciolto ormai, confusi tra le ombre. Dietro a lei respira verità, ridefinisce la sua realtà, dipinge il tempo con fantasia in libertà. Balla sola con le nuvole, prende in volo le sue favole. Dietro ombre e polvere, guarda avanti, non si volta più. Non c'è che la strada e la pioggia che va, non c'è che la danza e la sua verità, non c'è più paura ma solo poesia. Il mondo là fuori è soltanto una scia. Balla sola con le nuvole, passi svelti, gli occhi a ridere, prende in volo le sue favole. Non si volta più, non si volta più. Sorride e va e non si volta più. Tatjana in Blaž na Radio Robin v živo. Wow, ej, jaz sem imel kocine po koncu. Ja. A je kaj drugače pet v tujem jeziku isto pesem? Ja, je drugače. So občutki. Italijanščina je mehkejša za petje. To se tudi sliši verjetno, ne? Ja. Lepo zveni v italijanščini, prav tako mi je domače. Ja, v bistvu, seveda. Ja. Ajde, če bi mogla zbirati, kera je najbolj verzija? Kero. Ja. Slovenska, angleška ali italijanska? Pravzaprav Če bi mogla pet samo eno. Odzivi so različni, ne? Meni je italijanščina res tako ful blizu, ne, za pet in kaj pa vem, ne? Pravzaprav imajo vse tri en svoj. Vse tri. Vsake se dobiš drugače. Tako. Kaj pa v nemščini? Bom gledal. Ne, nemščina. To pa definitivno. To pa definitivno ni jezik za petje. Preveč bi hrzeli. Slovenščina je pač mehkejša. Tatjana in Blaž, hvala vama, da ste se oglasila v našem studiu. Ja, zahvaljujem se Blažu Pahorju. Absolutno. V bistvu, ker bom rekla, je tudi on postal del moje poti, no, tako da nekako sva tudi že par let v sodelovanju na raznih koncertih in tako naprej me spremlja in res sem mu hvaležna in tako da Se je vesel. bom rekla, Ne govorim, je vesel. nekako, ja se vem, da je vesel, jaz pa tudi, zato ker pač imeti tako dobrega pianista je to res sreča, no. Hvala še enkrat obema, da ste se oglasila tukaj pri nas. Radio